Poznaš tisti občutek tik preden zaključiš nakup, kot da nekaj glede cene preprosto ne štima? Izkazalo se je, da si imel prav. Zvezdna porota na Manhattanu je to pravkar potrdila. Ticketmaster je na skrivaj dodajal skriti monopolni davek, približno $72, na vstopnice za glavne prizorišča v ZDA. Medtem ko si varčeval, načrtoval proračun in se trudil, da bi lahko videl svojega najljubšega izvajalca, so se vodilni pri Ticketmasterju smejali, oboževalce imenovali neumne in se odkrito hvalili, kako jih oberejo do kože. To ni bila enkratna stvar. To se je dogajalo vsakič znova. Zdaj Ticketmaster končno dobiva, kar si zasluži. Prvo poglavje. Račun za $72. 15. aprila 2026 se je zgodilo nekaj, na kar so ljubitelji žive glasbe čakali leta. Zvezdna porota v New Yorku je razglasila sodbo proti zabavnemu velikanu Live Nation in njegovi podružnici Ticketmaster. Ugotovljeno je bilo, da so odgovorni za vodenje nezakonitega monopola nad industrijo živih dogodkov in prodajo vstopnic, ter so pri tem kršili tako zvezne kot državne protimonopolne zakone. Ticketmaster je leta preveč zaračunaval in v bistvu okradal oboževalce. $1,72 na vstopnico. Ne sliši se veliko, zato si niti kave ne moreš kupiti. Ampak tukaj ne gre za posamezno zaračunano postavko. Gre za to, da se ta majhna pristojbina znova in znova zaračunava. To je bil ogromen dobiček iz čistega monopola, ki je prihajal neposredno iz bančnih računov oboževalcev. To je bila prevara, ki je trajala leta. Live Nation in Ticketmaster sta s to zvito taktiko zaslužila milijone dolarjev. Denar je šel na njihov bančni račun, ne na račun umetnikov, tehničnih ekip, vodstvenih ekip, agentov ali celo prizorišč, ki jih gostijo. Zato je odločitev porote tako pomembna. Ker to ni bil pravni poraz za Live Nation in Ticketmaster, temveč razkritje dolgoletnega finančnega zločina, ki se je ves ta čas skrival na očeh javnosti. Leta so bili oboževalci obravnavani kot norci, lagali so jim, rekli so jim, da so višje cene vstopnic posledica nejasnih tržnih sil ali gospodarskih sprememb. Zavedli so jih, da so mislili, da so višji stroški produkcije ali pohlepni umetniki razlog, da morajo za koncertne vstopnice plačevati več. Ta razsodba podira temelje, na katerih so temeljile te laži. Po pregledu tisočev strani finančnih zapisov, knjig in notranje komunikacije, porota ni imela nobenega dvoma. Ne gre za inflacijo, ne gre za zahteve umetnikov. Vse je šlo za to, da sta Ticketmaster in Live Nation izkoriščala oboževalce na vse mogoče načine. Dokazi so pokazali, da $72 sploh ni bil vezan na nobene dejanske stroške storitev ali inovacije. Ticketmaster in Live Nation za ta denar nista nudila ničesar v zameno. To je bil vsiljeno preplačilo strani podjetja, ki je vedelo, da ima popoln nadzor. Če si želel videti velikega izvajalca v veliki dvorani, ni bilo druge poti. Moral si plačati. Ampak če lahko iz vsake vstopnice iztisnejo $72 in jih nihče ne ustavi, kaj še skrivajo v tej matematiki? Drugo poglavje. Vztrajnik pogube. Razlog, da je Ticketmaster lahko uveljavil to skrito pristojbino in onemogočil oboževalcem, da bi se ji izognili, je nekaj, kar imenujemo vztrajnik. To je tisto, kar Live Nation interno imenuje njihov sistem, povezano omrežje podjetij in jedro celotne zgodbe. V zdravem, hipotetičnem trgu imajo podjetja svoje različne vloge. Promotorji skrbijo za promocijo dogodkov in spodbujanje prodaje vstopnic. Potem so tu še podjetja, ki so lastniki in upravljavci prizorišč, kjer lahko nastopajo izvajalci. Potem so tu še ljudje, ki so odgovorni za prodajo vstopnic in drugi, ki skrbijo za parkirišča, storitve za goste in podobno. Veliko različnih akterjev, vsak s svojimi vrednotami, politikami in prioritetami. So ločene entitete, vendar vsi delujejo na istem odru. Sodelujejo in se pogajajo med seboj, ter tako oblikujejo kompleksen sistem nadzora in ravnotežja, ki naj bi ohranjal konkurenčne cene za stranke. Ko v isti panogi deluje več podjetij, se ta naravno med seboj konkurirajo in do neke mere nadzorujejo drug drugega. Če podjetje za prodajo vstopnic zaračunava nepotrebne pristojbine, se lahko prizorišča odločijo, da z njim ne bodo sodelovala. Navsezadnje imajo na voljo veliko drugih možnosti. In če je promotor zlorabljajoč ali izkoriščevalski, se lahko umetniki odločijo za sodelovanje z drugim. Če si prizorišče pridobi slab ugled, ga bodo organizatorji turnej v prihodnje izogibali. Konkurenca je tista, ki ustvarja pritisk in spodbudo, da podjetja delujejo po določenih standardih. In konkurenca je tista, ki ohranja cene razumno poštene za oboževalce. Podjetja vedo, da če postavijo svoje cene previsoko, jih bodo tekmeci prehiteli z nižjimi cenami. Toda trg pod Live Nation in Ticketmaster sploh ne deluje tako. Vztrajnik je bil med sojenjem razkrit vsem na očeh, dokazi pa so bili osupljivi. Live Nation ni le del industrije prodaje vstopnic, ampak je sama industrija prodaje vstopnic. Njena razvejana mreža sega vsak element sveta zabave. Zastopa izvajalce, promovirajo turneje. Ima ekskluzivne, dolgoročne pogodbe z največjimi prizorišči. In seveda, prek Ticketmasterja prodaja vstopnice.
Live Nation nadzoruje 86% primarne prodaje vstopnic na večjih prizoriščih po Združenih državah Amerike. Je monopol. Vpliv Live Nationa ni čutiti le pri prodaji vstopnic. Prav tako obvladuje 70% promotorskega trga večjih turnej, skupaj z velikimi deli drugih podtrgov, ki sestavljajo industrijo prodaje vstopnic in dogodkov. Ko ima eno podjetje nadzor nad ponudbo, infrastrukturo in prodajnim mestom, začne ideja o konkurenci in poštenosti zveneti kot fikcija. Kako se lahko katerokoli podjetje sploh kosa z njimi? Tožilci so med postopkom trdili, da novo podjetje ne more preprosto narediti boljše aplikacije ali zaračunavati nižje pristojbine. Moralo bi dobesedno zgraditi lastna prizorišča in podpisati pogodbe z lastnimi izvajalci, samo da bi se lahko približalo konkurenci z Live Nation. To je moč vztrajnika v praksi. Vsaka napera okrepi naslednjo. S tem, ko je v lasti imela prizorišča, si je Live Nation zagotovila promocijo. S tem, ko si je zagotovila promocijo, je postala dejanski vir za prodajo vstopnic. In s tem, ko je upravljala veliko večino prodaje vstopnic, je lahko ohranila nadzor nad prizorišči. Krog se tako sklene. Podjetje je lahko podpisalo pogodbo o upravljanju z novim izvajalcem, nato pa prek svoje promotorske veje dogovorilo nastope za tega izvajalca v prizoriščih v lasti Live Nation po vsej Ameriki. Ta prizorišča bi nato lahko bila prisiljena uporabljati Ticketmaster kot edino platformo za prodajo vstopnic. In monopolni davek v višini $1,72 bi lahko zlahka uvedli. Nič od tega ni bilo naključje ali stranski produkt tržnih razmer. Šlo je za sistem, namenoma zasnovan kot past za potrošnike. Vodje so ves čas natančno vedeli, kaj počnejo, in postalo je vsedno. Tretje poglavje. Razkriti Slack posnetki. Marca 2026 je niz sodnih vlog razkril zaupno komunikacijo prek Slacka med vodji prodaje vstopnic pri Live Nation. Med njimi so bila sporočila Bena Bakerja, vodje prodaje vstopnic za prizorišča Live Nation. Razkrila so grdo resnico o vodilnih v podjetju in o tem, kako so gledali na svoje stranke. V enem od sporočil je Baker zapisal: "Ti ljudje so tako neumni, da se skoraj počutim slabo, ker jih izkoriščam." Prav tako je priznal, citiram, da jih olupi do kosti in uživa v tem, da je za najbolj osnovne storitve zaračunaval oderuške pristojbine. Citiram: "Zaračunam $50 za parkiranje na travi." Baker je v enem pogovoru s sodelavcem iz podjetja Live Nation, Jeffom Weinaldom, dejal: "Zaračunam $60 za travo bližje prizorišču." Baker in drugi zaposleni pri prodaji vstopnic so se spraševali, kako visoko lahko postavijo cene za različne kategorije parkirišč, da bodo ljudje še vedno pripravljeni plačati zanje. Šalil se je, kako je bilo parkirišče za večje vozila na voljo za $100, medtem ko je Jeff Weinald na drugem dogodku določil ceno $250 za VIP parkirišče. Ko se je branil na sodišču, je Baker trdil, da za tak jezik ni opravičila, ki ga je opisal kot zelo obžalovanja vreden in nezrel jezik. Vendar je trdil, da je zgolj izražal svoje presenečenje nad tem, koliko so ljudje pripravljeni plačati za storitve, ki jih pravzaprav sploh ne potrebujejo. In ni bil šokanten samo jezik sporočil. Šokantna je bila tudi kultura, ki je stala za njimi. Razkritja so celemu svetu pokazala, kaj si Baker in njegovi sodelavci mislijo o ljubiteljih glasbe in obiskovalcih dogodkov. Njihova sporočila niso vključevala iskanja načinov, kako ponuditi kakovostne storitve, poštene cene in dobre izkušnje povprečnemu oboževalcu. Niso razpravljali o tem, kako bi izboljšali svojo blagovno znamko, šlo je samo za zaslužek. Šlo je za izkoriščanje, ki mu je sledilo posmehovanje. Vsako podjetje obstaja zaradi dobička, vendar so bili načini, opisani v podjetju Live Nation, nekaj povsem drugega. Z monopolnim nadzorom nad trgom, Live Nation ni imel nobene spodbude, da bi se zadrževal. Namesto tega so se, kot so opisali kritiki, zatekli k dodatnim oderuškim taktikam, ki so zvišale ceno vsega, kar je povezano s samo vstopnico. Ni šlo le za vstopnice in prevoz. Oboževalce je doletel vse daljši seznam dodatnih stroškov, nadstandardna parkirišča, VIP nadgradnje, dodatki, posebni paketi, izbirne možnosti. Ni se ustavilo. Seznam se je nenehno večal, tako po obsegu kot po ceni. Ti direktorji niso bili le pohlepni. Do svojih strank so gojili zgolj prezir in mislili, da jo bodo odnesli brez posledic. A vendar je njihova aroganca na koncu pritegnila pozornost ene skupine, ki je niso mogli podkupiti. Četrto poglavje. Poravnava zaradi molčečnine. Dolga leta je bila aroganca teh direktorjev Live Nation smiselna, ker so jim zločini vedno šli skozi. Leto za letom so iz svojih strank iztisnili vedno več denarja. Stroj Ticketmasterja je brnil naprej, obiskovalcem prireditev pa ni preostalo drugega, kot da se mu pridružijo. Toda maja 2024 je vse razpadlo. Ameriško ministrstvo za pravosodje je skupaj s 30 državnimi in okrožnimi tožilci vložilo protimonopolno tožbo. Trdili so, da ima Live Nation nepošten in nezakonit monopol na področju prireditev v živo. Kasneje so se tožbi pridružili še drugi državni tožilci, ki zastopajo druge zvezne države. Končno je kazalo, da bi podjetje lahko dejansko nosilo posledice. Obe strani sta potrebovali čas za pripravo svojih primerov, a 2. marca 2026 se je sojenje uradno začelo.
Vendar je le nekaj dni po začetku postopka, 9. marca, Ministrstvo za pravosodje napovedalo, da je sklenilo dogovor s podjetjem Live Nation. Podjetje bi plačalo poravnalni sklad v višini $280 milijonov, ki bi bil nato razdeljen med sodelujoče zvezne države. Za povprečnega človeka se 280 milijonov sliši kot ogromen znesek. Toda za podjetje, ki vsako leto ustvari dobesedno milijarde dolarjev prihodkov, je to komaj kaplja v morje. Podatki iz leta 2023 kažejo, da je Live Nation v tistem letu poročal o 22,7 milijarde dolarjev prihodkov. 280 milijonov je manj kot poldrugi odstotek letnih prihodkov podjetja. To je, kot da bi nekdo dobil $600 kazni za parkiranje, če na leto zasluži $50,000. To komajda izveda kot kazen, prav tako pa ne deluje kot kakršnokoli odvračilo. Če Live Nation ve, da se lahko izogne posledicam, ko ljudi ogoljufa in mora vrniti le majhen del dobička, bo s tem nadaljeval. To ni bila kazen, to so bili le stroški poslovanja. To je bil način, da korporacija ohrani svoj monopol, prepreči nadaljne preiskave svojih nepoštenih taktik in se vrne k izkoriščanju. Razen da se to ni zgodilo. Ko Ministrstvo za pravosodje ni ukrepalo, so posamezne zvezne države stopile v akcijo. Dvostrankarska koalicija 34 generalnih državnih tožilcev si je ogledala poravnavo zvezne vlade in skupaj odkimala z glavo. Niso bili pripravljeni le rahlo udariti Live Nation. Razumeli so, da z majhno kaznijo ne moreš razbiti monopola. Želeli so natančno videti, kako to podjetje deluje. Želeli so si ogledati notranje delovanje tega tako imenovanega vztrajnika, da bi natančno videli, koliko je organizacija preveč zaračunavala ljudem in kako jim je to tako dolgo uspevalo. Zato so zahtevali celotno sodno obravnavo. 5. poglavje. Jarek okoli gradu. Med sojenjem se je obramba Live Nation večinoma skrčila na eno preprosto pripoved. Največji smo, ker smo najboljši. Podjetje je trdilo, da sta njegova velikost, uspeh in monopol zgolj posledica tega, da so preprosto dobri v tem, kar počnejo. Njihova odličnost jih je ponesla na vrh prehranjevalne verige na vseh ključnih področjih industrije živih dogodkov. Ljudje so se k Ticketmasterju naravno zatekali zaradi njegove tehnologije in uporabniškega vmesnika. Ko so umetniki želeli načrtovati in promovirati svoje turneje, so se obrnili na Live Nation zaradi njenega globalnega dosega in dokazane kakovosti. To je bil prepričljiv argument, vendar ni zdržal podrobnega pregleda. Dokazi so pokazali, da se Live Nation v resnici ni zanašala na odličnost ali premoč svojih storitev za ohranjanje svojega ogromnega tržnega deleža. Namesto tega se je zanašala na povračilne ukrepe. Po analizi 257 večjih prizorišč po Združenih državah je tožilska ekipa ugotovila jasen in dosleden vzorec korporativnega ustrahovanja. Če je prizorišče razmišljalo o tem, da bi svojo pogodbo o prodaji vstopnic preneslo k enemu od konkurentov Ticketmasterja, kot sta AEG ali SeatGeek, jim je Live Nation dejansko grozila. Poslali bi sporočilo v smislu, če ne uporabljate Ticketmasterja, potem naši izvajalci ne bodo nastopali na vašem prizorišču. S tem, ko je nadzoroval ali omejeval dostop do vrhunskih izvajalcev, je Live Nation lahko držal prizorišča za talce. Eden ključnih delov pričanja je pokazal, da se Live Nation ni le konkuriral prizoriščem, ampak jih je tudi aktivno spremljal. Ko je neodvisno prizorišče začelo pridobivati zagon, prodajati več vstopnic in presegati pričakovanja, naj bi vodilni domnevno posegli vmes. Uporabili naj bi agresivne taktike, da bi preusmerili turneje stran od prizorišča ali jih prisilili, da se pridružijo sistemu Ticketmaster. Uporabili bi katerokoli metodo, da bi preprečili konkurentu, da bi sploh posegel v njihov tržni delež. Nažalost za Live Nation je porota to takoj spregledala, kar je pripeljalo do prelomne odločitve, ki bi lahko sprožila največjo korporativno likvidacijo v sodobni zgodovini. Oglavje 6. Korporativni zlom. Sodba je bila enotna in uničujoča za Live Nation. Porota je podjetje in njegovo podružnico Ticketmaster spoznala za odgovorna za vse zvezne in državne obtožbe o monopolističnem vedenju in nezakonitem omejevanju trgovine. V korporativnem svetu so takšne sodbe smrtna obsodba. Toda tako obsežni primeri so zapleteni in potrebujejo čas, da dosežejo svoj končni razplet. Tudi ko porote izrečejo svoje sodbe, to še ne pomeni nujno, da je konec. Live Nation ima še vedno pravico do pritožbe in bo to verjetno tudi storil, vendar bo razveljavitev odločitve porote morda težka. Preprosto je preveč dokazov, ki ustvarjajo jasno in podrobno sliko o tem, kako je podjetje delovalo. Sodišče bo na koncu odločilo, kako odpraviti škodo in odškodovati prizadete. Obstaja nekaj možnih izidov. Strukturni ukrep bi podjetje prisilil, da proda premoženje ali razdeli dele svojega poslovanja. Vedenjski ukrep bi uvedel nova pravila glede načina delovanja podjetja v prihodnje. Denarni ukrep pa bi zahteval, da podjetje plača finančno odškodnino tistim, ki so bili oškodovani. Veliko odgovornosti leži na ramenih sodnika. On bo tisti, ki bo na koncu odločil, kako se bo ta primer končal. Zvezne države so jasno izrazile svoje stališče. Želijo, da se monopol podjetja Live Nation razbije in da se prisili prodaja Ticketmasterja, s čimer bi prekinili zaprt samoojačevalni krog, ki mu je omogočil pridobiti toliko moči.
Medtem pa je Live Nation poskušal zagovarjati poravnavo, vendar se panika med njegovimi vodilnimi širi. Delnice podjetja Live Nation so po razglasitvi sodbe padle za več kot 6%, medtem ko so delnice konkurenčnih podjetij, kot je StubHub, zrasle. Investitorji so se že umikali, saj so se zavedali, kaj pomeni ta sodba. Monopol je morda trajal leta, a zdaj se podira. Bitka za prihodnost industrije živih dogodkov se medtem šele začenja. 7. poglavje – maščevanje oboževalcev. Ta primer je veliko več kot le vprašanje pristojbin za vstopnice ali cen parkiranja. Gre za to, koliko moči imajo korporacije in ali jih lahko običajni ljudje ter vlade zveznih držav sploh pokličejo na odgovornost. V tem primeru so zmagali oboževalci. In to jim je uspelo zaradi nečesa, česar velike korporacije sovražijo, zaradi podrobnosti. Live Nation bi zlahka izkoristil svojo moč, da bi zavrnil trditve o višjih cenah ali nejasne obtožbe o prevladi na trgu. Zvezne države so se zato dobro pripravile. Predstavile so resnične številke, resnične podatke in konkretne podrobnosti. Ne le prevelike stroške, ampak tudi natančno $1,72 na vstopnico. Ne le monopol, ampak tudi 86% nadzora nad glavnimi prizorišči za dogodke. Ne le govorice o toksični kulturi podjetja, ampak dejanska sporočila na Slacku, kjer so se vodilni smejali, koliko denarja jemljejo ljudem. In v vsem tem se je že izoblikoval jasen vzorec. Če bo drugo podjetje poskusilo kaj podobnega, pravosodni sistem natančno ve, kako ravnati z njimi. To je pomembno. Ampak nihče si tukaj ne dela utvar. Ena sama sodba ne bo popravila celotne industrije ali prinesla pravičnejših cen, vendar pa postavlja močan precedens. Daje prihodnim sodiščem in tožnikom moč ter trdno podporo, ki jo potrebujejo, da te korporacije pokličejo na odgovornost. Monopol podjetja Live Nation je bil razkrit. To ni več samo strah, ki ga ljudje občutijo, ko kupujejo vstopnice in imajo občutek, da morajo plačevati preveč. To je zdaj resnično. Kar pa se tiče prihodnosti, je vse odvisno od tega, kaj se bo zgodilo naprej. Trg ni bil dovolj močan, da bi omejil monopol podjetja Live Nation, vendar ima sodišče moč, da ga popolnoma razbije. Edino vprašanje, ki ostaja, je, ali se bo za to odločilo ali ne. Če se za to odloči, potem nič več ne bo enako kot prej. Morda ne bo popolno, a bo zagotovo veliko bolj pošteno. Če lahko eno podjetje, kot je Live Nation, postane tako močno pred očmi vseh, kaj se potem še dogaja v ozadju? Izvedite več o skrivnih bogatih družinah, ki nadzorujejo gospodarstvo, da bi videli, kakšna moč oblikuje naš svet. Ali pa si namesto tega oglejte ta video.